Mislim, da je sodelovanje vlade in pa gospodarstva ključno. Vendar to predpostavlja, da vlada razume, kaj se dogaja v gospodarstvu in na drugi strani, da tudi gospodarstveniki razumejo, kaj se dogaja na ravni celotnega gospodarstva, ker je to prepleteno. Ker če bi gospodarstveniki samo zazrti svoje specifične probleme, njihove lastne firme, plačilni pogoji in tako naprej, potem ne bodo mogli razumeti, kaj se dogaja na ravni države in zaradi tega oni sami lahko pridejo v težavo večjo, kot bi sicer bilo treba. Menim, da je javnofinančna odgovornost, javnofinančna stabilnost ključna tako za vlado, kot za podjetja. To, če bo javne finance nezdrave, da bo država imela velik dolg, da bo plačevala visoke obresti, da bo izdatki visoki, da potem bo to prizadelo tudi gospodarstvo, najprej skozi bančni sistem, ker so morali zadolževati za visokih obrestnih merah, drugo pa, da ne bodo mogli dobiti kreditov, ker jih ne bo ne razpolagal. Ker če država kot celota ne deluje v redu, potem so tudi prejoslej posamezni členi prizadeti. Tako da bi apeliral, pa nekaj rekel, da naj poskušajo eni in drugi razumeti in ne samo zahtevati od drugih neko prilagajanje. Zdaj, ko je govora tudi o proračunskem memorandumu. Če bo zdaj vsi se pritoževali na tem, da se krči njihov delež v proračunu, kar se tiče rebalansa, potem se bo ta razprava tukaj zavlekla in do rebalansa sploh ne bo prišlo in namesto, da bi imeli 2 milijarde primanjkljaja, bo imeli 2 milijarde pa pol. Jaz mislim, da je to pa skrajno škodljivo, če vse kaj tako je zgodilo.